N1 podcast s Suzano Lovec. Lep pozdrav, dragi gledalci, drage gledalke, poslušalci in poslušalke. Z nami sta danes naša stalna analitika, dr. Tadej Troha in Luka Lisja Gabrielčič. Dober dan, pozdravljena. Dober dan, hvala za vabilo. Naše podcaste lahko gledate na N1, nanje se lahko naročite na YouTube kanalu N1 Slovenija in pri vseh večjih ponudnikih podcastov. Najdete jih tudi na EON-u in na strani Metroplay. To je moje redno obvestilo ob začetku ali konca tega podcasta. Zdaj pa k politiki, ki bo osrednja tema našega zanimanja danes. Jutri bodo poslanci v Državnem zboru glasovali o predlogu za razveljavitev sklepa o sklicu referenduma o povišanju obrambnih izdatkov. Zdaj, ta tema je močno zaznamovala zadnje 2 tedna v Sloveniji. Kakšna spoznanja je to dogajanje burno, notranje politično, tudi delno zunanje politično, v družbi, v medijih prineslo torej to dogajanje glede na ta izdatkov referendumov vama dvema? Tadej. Jaz moram reči, da so meni debate ob tem vprašanju malo cvrle možgane. Zaradi tega, ker je bilo videti neko, mislim, na več nivojih. Najprej seveda na nekem etičnem nivoju. Namreč, in tudi na etičnem nivoju na več nivojih. Namreč najprej seveda že sama abstraktna militarizacija, ki jo ta predlog, ki je bil potem osnova prvega referenduma, oziroma ta resolucija in potem pač vse, kar se je dogajalo v Hagu. Zdaj ne vem, kaj je prej, kaj kasneje, seveda resolucija se prej bila sprejeta, ampak najbrž so vedela, kaj približno se bo v Hagu sprejelo. Čist na tej abstraktni ravni. Na drugi ravni je problem se pojavil že tudi prej, ko je se pokazala ta neka nezmožnost premierja, da bi pravočasno zares razložil to, za kar gre. Ta debata o teh, to, kar se je končalo potem pri 5%, se je začela z nekimi finesami tam, kako se bo dvignali z 1,5 na 2%. In že tiste 0,5% takrat je premier na nekem dogodku recimo prikazoval kot velik denar. V smislu, ampak tako, kot ta dodatna. Tukaj se spomnim te kako se reče, multiuporabnosti tega denarja. Se pravi, šlo je konkretno za ker se bo dvignil proračun za obrambo, bo potem ful več denarja za znanost in raziskave. In je že takrat premier Golob rekel na tistem dogodku, pa že tisti, ki se ne boste na tiste razpise pač iz etičnih razlogov prijavljali, pač vaš problem. Torej, skratka, denar je, ampak denar zahteva tudi recimo ta več uporabnostni, zahteva neko določeno blago militarizacijo tvojega početja, pa naj gre za raziskave znanstvene ali pa za kakšne druga področja. Že sem prej rekel, večji problem, problem zares, ki se je pa splošen problem, ki se je pa videl najprej pri tem uvodu, potem pa tudi v teh poskusih, kako se ta referendum, kako ga negirati, kako se mu izogniti, kako ga zblokirati oziroma ga vzeti nazaj v imenu neke višje modrosti. Se pa pokaže, sej lahko potem še bolj v detajle govorimo, da ne bom sam jaz govoril zdaj, ampak pokaže se res ena zelo hecna, zelo nenavadna pač izključitev ljudstva, da tako rečem. Prideva torej nazaj k temu, Luka? Jaz upam, da bo jutri Državni zbor sprejel predlog in umaknil ta referendum. Referendum, jaz mislim, da bi bila to zelo slaba odločitev. Referendum je v naši ustavni ureditvi predvsem instrument v rokah manjšine, opozicije, manjšega dela volilnega telesa, s katerim poskuša razveljaviti določene zakone, ki jih trenutna oblast skuša sprejeti oziroma jih sprejme, ne da bi dejansko imela aktivne državljanske podpore. To je glavna funkcija referenduma v Sloveniji. Potem je seveda tukaj posvetovalni referendum, ki je po svoji naravi instrument v rokah vladajoče koalicije in se pravi lahko služi dvema namenoma. Najprej bomo rekli recimo ko še ti že zastaviš nek politični projekt,
ga vodiš, razložiš ljudem in tako dalje, in potem na koncu tega, ali pa na nekem strateško premišljenem delu tega procesa, kronaš to s tem, da preveriš še pri ljudeh. Ne? Se pravi, ne, je del neke tudi premišljene vladne politike. Ne? Ali pa seveda, da ti dejansko res ne veš, kaj bi storil in rečeš, povprašamo ljudstvo, kar pa je že v bistvu že na nek način kapitulacija tvoje politične odgovornosti. Ne? Glede tega vprašanja, mislim, da ne prvo, vzajmo se 3, ne prvi kriterij, to ni spravi referendum, to je posvetovalni referendum. Ne? In glede posvetovalnega referenduma ne prvi, ne drugi kriterij ni izpolnjen. Ne? To je dejansko, na ta referendum je Državni zbor prišel po čisto naključju in bizarno je, in nismo pravzaprav niti tega resno premislili, kdo je ta referendum sprejel. Ne? Ta referendum je sprejela neka ad hoc koalicija med SD-jem in Levico, ker je Levica štartala v ta referendum iz nekega svojega lastnega programskih izhodišč in tako dalje, ki so v navzkrižju z vladnimi politikami v tem primeru in je dejansko tudi že kalibriran na predvolilno obdobje. SD-jem, ki se je temu priključila na nek način, ker noče zgubljati glasov proti Levici in ker ima, bi rekel, sama neskladje med bi rekel, usmeritvami njenih ministrov in svojim lastnim volilnim telesom. In seveda celotno opozicijo z izjemom Logarja, ki je skočil na ta voz, ne? Ki sicer podpira vlado v tem projektu, oziroma premijer v tem projektu, ampak je kljub temu podprla ta referendum, absolutno vedoč, da bo ta referendum škodil vlade. Zdaj, iz čisto politikantskega razloga. Ne? Nenavadna koalicija, ne? Pri katerem se dejansko odprla neka Pandorina skrinjica, če bo do tega referenduma prišlo, bo to v bistvu v vsakem primeru, tudi če ne bo do referenduma prišlo, v vsakem primeru je to velik politični poraz za vlado oziroma za vladno koalicijo. Že to, da se je to zgodilo. Že to, da se je to zgodilo. Seveda tudi sprejet referendum in potem ga nekaj tednov kasneje ukiniti oziroma vzeti nazaj, ne, to pač že kaže, mislim, je že patetično, ne, mislim, že kaže globok razkol glede enih ključnih vprašanj znotraj vladne koalicije, kaže pomanjkanje voditeljstva in neko majavo pot, ki je sploh značilna za vodenje te vlade. Ne. Če pa do njega prišlo, pa je to tipičen, mislim, se bo še bolj jasno razkril razkol znotraj koalicije. Kakršnakoli bo rezultat, ne bo imel efektivnih pravnih posledic, ne? Torej bo samo ena zelo draga simbolna povorka, na podlagi katere se v bistvu lahko zorganizira tudi neka nova, kar sem jaz pred 1 letom in pol napovedoval, oziroma se mi je zdelo, da se to zna zgoditi, neka nova fronda proti predsedniku vlade. Ne? Ker zdaj smo v taki točki, ne? Da v bistvu smo že globoko vstopili v predvolilno leto, ne? In prvič po zelo dolgem času, kakih 15 let, kaj takega, se zdi, da bo levosredinski premier v bistvu nastopil na teh volitvah na nek način brez nekega novega obraza, ki bi mu spodjedal možnosti. Ne? In zdaj ta referendum dejansko bi odprl na široko možnost, da se artikulira neka opozicija proti obstoječi vladni politiki znotraj Levice. Ne? Ti ne upaš, da referendum? Ne, mislim, ne, jaz vem, da tega referenduma ne bo, ampak ne bom sploh govoril o upanju. Mislim, vse, kar vesel sem, da nisi povedal, da nisi začel govoriti o tem, da vprašanje ni jasno. To je edino, kar me tolaži. To sem te hotel vprašati. Kar se tiče tega, draga simbolna povorka, mislim, če bi dal na 2,98, bi ta denar iz 3 bi ta denar prehranil, ali na 2,99. Glej, o takih denarjih se pogovarjamo, tukaj se vse začne. Jaz mislim, da
vse, a veš, te nenavadne koalicije, to, da se je to zgodilo po nekem, skoraj iz neke patologije, ne vem kaj, da so se zmešale različne silnice tukaj, da je SDS podprla iz enega razloga, NSI iz drugega, tretjina Logarja, a ne, če smo natančni, njegove skupine iz tretjega razloga, Levica iz četrtega razloga, SD iz petega razloga. Seveda, tako se pač stvari dogajajo, včasih se stvari ponesrečijo, niso tudi koalicije, ne, če bi tako gledal, vse koalicije, kako zdrava je pa odločitev neke koalicije, kjer je ena stranka pa pol ene stranke pri odločitvi popolnoma negirano. A ne, to je tudi vprašanje. Ampak hočem reči, gledaj, to, da se je to zgodilo na patološki način, recimo, kot se reče, ne, ta nenavadna koalicija, ne, kakorkoli. Ja, ker je vprašanje, ker je tema patološka. Oziroma patološko je to, kako ne dojemamo, za kako resen in ne, za kako resno, daljnosežno, drago odločitev gre pri tem, pri resoluciji in pri tem, kar se je v Hagu zgodilo. Ne dojemamo. Jaz sem vesel, da je do tega prišlo in edino prav bi bilo, ne, tudi kot si govoril, jaz bi si želel, da bi, tudi če pride do referenduma na ta način, bi si želel, da pride, zaradi tega, ker je fajn, da se take sekvence, ki se zgodijo patološko, ker se drugačne odločitve ne zgodijo, ker se lahko samo, ker je odločitev tukaj samo diktirana in odločena vnaprej, 3 do 2:30, 5 do 2:35 in to je to. Da se taka odločitev mal zakuha naprej, ker se mora, ker se o tem treba pogovarjati, ker je to način, kako se sploh bomo pogovarjali o tem, na pač mogoče najprej mal demagoški način, potem pa na mal bolj resen način, da bomo sploh dojeli v glavi, da če smo imeli prej težavo z dvigant iz 1,4 na 1,5, recimo, da bomo zdaj imeli težavo dvigant iz 1,5 na 3 in da je to 4-5 let in da bodo vsi tisti, ki so prej rekli, ne sprejeti tega ene stvari zaradi tega, ker bo to ogrozilo socialno državo, ne sprejeti te stvari, ker bo to ogrozilo socialno državo, ne sprejeti tega, ker bodo bogi uni. A se mi zavedamo, koliko stvari bo nasrkalo zaradi tega, da se bo to skupaj vse sestavilo? Zato je edini način zame bil ta, in sem bil vesel te geste, ki se je lahko ponesrečila na nek način, hvala Bogu, da bi se zgodila. In drugo je zdaj, kaj bi dobili za odločitev, ko sem prej sam le dal na mizo, oziroma tle na mizico našo, ta očitek o nejasnosti. Očitek o nejasnosti, ki je meni... Nejasnosti vprašanja. Ja, mislim, ki je meni pač kretenski, ne vem, nimam drugih besed za to. Sfabricirana nejasnost je. Če začneš o tem razmišljati kot o zavezujočem zakonu. Jaz mislim, da je tukaj treba obrniti perspektivo. To vprašanje je recimo prav kot nejasno. Način, kako se je zgodil, ki ni bil čist, ker Levica preprosto sama ne more tega referenduma sklicati, če ne zbere 40,000 podpisov, tista, ki je edina misel tako, da se javnost, ljudstvo vključi v ta problem, tudi z neko mal enigmatično odločitvijo, na mal nejasnem vprašanju, z neko nedefinirano odločitvijo, ker tako se tudi politiki obnašajo. Gre za vprašanje, kako referendum je, poleg vsega, kar si ti govoril, tudi vendarle gesta politične narave. In politične geste niso vedno clear-cut, mislim v smislu, točno vemo, kaj nekdo hoče, točno vemo, da se za to zavzema. Politika ponavadi muti, politika ponavadi zavija in zakaj ne bi ljudstvo tudi kdaj, tako, ko imamo rezultate, dalo od sebe nekaj tacga ven. Zakaj? Ker mislim, da je v tem jedro problema. Kako SD se je vključil v to, morda zaradi tega, ker se je rekel, ker noče izgubiti volivcev, ampak če se resno vprašamo, gledajte, socialdemokratska stranka, če je le kolikor socialdemokratska stranka, se najbrž zavzema ne za 1,5 v teh objektivnih okoliščinah, ne za 1,5, ne za 2, ampak tudi za 3 ne. Do leta 2040, ampak verjetno v resnici, v srcu za 2,5. Ali pa za 2,3 Svoboda, če bi sebe poslušal, oziroma nemilitaristični del Svobode, se zavzema pa verjetno za 2,6. In to bi bilo sporočilo, a ne te nejasnosti, če se razumemo. Problem je v tem, ker je bilo tako rečen 3 do takrat, 5 do takrat. Mislim, ko se pogovarjamo,
ko na tržnici, ko dvignejo cene, pač pa je kar naenkrat Paradise ne 2, ampak je 4 evra. Kao, 4. Potem se pa dvigne, pa je 5, pokaj 5 je pa hiter 10. To je ta logika. Pogovarjamo se in tle je res, to je jedro problema. Ne dojamemo, za kakšen cash gre. Luka? Ja, ne gre za to, da naj ljudstvo muti kot proti strategiji mutenja politike, ne? Ker to je nek predlog, ki ga lahko sprejme samo večina v državnem zboru. Ne? Se pravi, ta ista večina, referenduma, to je ta ista večina, ki naj bi... Ja, se pravi, ta ista večina, ki naj bi v bistvu vodila neko politiko, ne? Ne, ni nujno, da je ista večina. Zakaj bi se morala koalicija vedno vsem strinjati? Če se koalicija o tem ne strinja, moraš najti zaveznike, če tudi je to pač taktični Janša. Samo to pomeni, da se ne strinja glede enega ključnega vprašanja, ki je pred ne samo slovenskim, ampak tudi evropsko prihodnostjo. In to pač ni čudno, da je opozicija z velikim veseljem skočila na ta predlog referendum, ker bo s tem razkrila izjemno razpoko znotraj svojih nasprotnikov. Ne? In to pomeni v vsakem primeru kapitulacija, nesposobnost nekega vodanja. Ne? Dobro, jaz v bistvu moram reči, da občudujem Goloba, da je kljub temu, da ima huda opozicija, to je znotraj lastne stranke, da so vsi poslanci Svobode v bistvu strumno, bi rekel, glasovali enotno. Ne? Moram reči, da sem pozitivno presenečen tudi nad Logarjem. Dejansko sta 2 tam, tretji je zgolj za število, se to vemo. Ki sta v bistvu, to je prvi trenutek, ko se niso pridružili ostalim 2 opozicijskima strankama, ampak v bistvu so poskušali neko lastno pozicijo tukaj obrati in dobro, to cenim. Ostalo se mi zdi dejansko to, kot je rekel Stjepan Radić o postopu v Jugoslavijo, kako guska v maglo. To, jaz mislim, da se potem slišimo. Ja, hvala Bogu, da bi imeli referendum, da bomo imeli končno resno razpravo glede tega. Ne bomo imeli resne razprave na referendum. Ne bomo imeli resne razprave. Razprave bi morale že potekati v drugih kanalih. Ja, ampak znotraj politike. Ja, ni. V tem je problem. Se strinjam, ni potekala. Zdaj lahko to je simptom potem tega, to je simptom tega, da je ta vladna koalicija sprejela nek zakon, za katerega še sama ne ve pravzaprav, zakaj ga je sprejela, oziroma točno ve, zakaj ga je sprejela. Zato, ker od nas zahteva Evropa, zato, ker od nas zahteva NATO. In dejansko je pa res, samo s takim sloganom, pa ti ne moreš stopiti v svoje lastne volivce in ne moreš izvajati neke politike, se ne moreš potem pogajati na ravni NATO, ker razkazuješ svojo praznino idej. Ampak to je, najna bistvena razlika je ta, da ti misliš, da je izgledano seveda evropske perspektive, da je bistveno, znatno povečanje proračuna za obrambo neprimerno, deplasirano, nevarno in tako dalje. Jaz mislim, da je nujno. In jaz mislim, da je ena izmed problematičnih, mogoče celo patoloških vidikov slovenske politike, da ni znala tega svojim lastnim volivcem razložiti, da ni znala glede tega ključnega vprašanja oblikovati nek nacionalni konsens in razmisliti seveda kako znotraj tega, kako bi rekel, okrepiti slovenske interese. Ker tukaj vendar slovenska država je v tem trenutku glede tega procesa oboroževanja nekje na pol. Se pravi, ni to Grčija, ni to Portugalska, se pravi država, ki bo morala glede to oboroževanje v glavnem uvažati orožje, ki bo proizvedeno drugje. Seveda tudi ni Finska, ni Švedska in ni Nemčija z neko močno oboroževalno industrijo. Ima potencijale, ima močno jeklarsko industrijo, ima neko tradicijo industrijsko, ki jo lahko z neko pametno politiko dejansko upne v ta proces in se potem znotraj seveda neki parameter tudi izpogaja za neke posebne in tako dalje. Če ima neko vizijo. Če nima vizije, pa potem tako omahuje in prelaga na ljudstvo, če še odločite vi. Ker je strahovito neodgovorno. Ker je strahovito neodgovorno. Ravno oblast, ta, ki je to odločitev sprejela, tega noče prelagati na ljudstvo. Ta ista oblast je zdaj vložila
da se bo jutri glasovalo o tem, da se to ne preloži. Edina stranka, ki Ja, je mislim. glasovala proti, je bila Svoboda. Ne? Ja, no. In dobro, in Logar, in tisti tandem Logarjev. Ne? Vsi ostali so iz takega drugačnega razloga šli v ta referendum, iz čistih politikanskih razlogov. Ja, Ampak jutri, Ne zato, da bi odprli neko pa debato seveda, o tem. seveda. In tudi vedoč, da ne bo neke debate. In zdaj, zato, ker ne bo neke debate, bo lahko vsak nagovarjal svoje volivce in iz tega črpal, delal imaš ti odgovor? minimalne politične Če te točke smem za vprašati? prihajajoče volitve. Ja. Vprašati. Kaj ti misliš, kako bi se, če se ta referendum zgodi? Ja. Mi bomo govorili o dveh referendumih. Ne, o enem. zdaj govorimo samo še o tem, Ja, bomo ki je videli, jutri ne, na ja. mizi. ne, Seveda, ja. ja. No, pač ta referendum. Kako bi recimo SDS nastopil na tem referendumu? Kako bi rekla, če bi jo moral vprašati, če bi Janša vprašal, kako boš glasoval za ali proti? Ja, seveda za, ne? Za. Seveda. Za ta referendum bi bil. Ne, čakaj, na referendum, če bo. ali Ja, kako. ja. Za predlog, verjetno, ne? Za predlog, za Ja. Goloba, skupaj z Golobom. Tako, ja. In v kampanjo tako rekoč vodil skupaj z Golobom. Kampanjo vodil na ta način, da bo postavljal Goloba v zadrego na vsakem koraku. Zakaj? Zato, ker bo zagovarjal, kako bi rekel, zagovarjal to pozicijo, se pravi, to odločitev, ne, z nekimi argumenti, ki bodo mnogo bolj protrampovski, ki bodo mnogo bolj militaristični, ki bodo mnogo manj niansirani in ki bodo mnogo manj tudi kalibrirani na nek resen premislek o evropski strateški avtonomiji in bolj, bi rekel, se šlepali na ameriško politiko. Ne? In kampanja, ki bo nasploh bolj toksična, bolj Ja, in potem bodo pomagali doseči. In seveda bo Golobu strahovito nerodno, da bo imel takega zaveznika v svojem taboru, ne, da bodo na teh omizjih, ki bodo na eni strani bili njegovi koalicijski partnerji, in zraven njega bo Janša, Žan Mahnič, skupaj z njim v njegovem imenu napadel na ta grob način njegove lastne koalicijske partnerje. To je raj za SDS. Ne? In seveda nočna mora za. To pa mislim, da se ne vem, če so vse koalicijske stranke zavedajo, ampak nočna mora za koalicijo kot tako. Ker bo išla iz tega referenduma, če bo prišla, bo išla zamere, ki bodo samo še bolj poglobljene, pokazala bo popolno pomanjkanje vodstva in tudi v zelo majhna možnost, da bi ta referendum uspel, ne, se pravi, da bi volivci izglasovali tako, kot si želi vlada in kot si želi največja opozicijska stranka. Tudi v tem primeru bo seveda simbolno zmago, politično zmago povzel Janša, logično. Ampak zdaj vse kaže, ali pa verjetno bo jutri veliko vse odvisno od glasov SD-ja. Kako bi morali glasovati torej poslanci SD-ja potem, kot so glasovali prejšnjič in kot so zdaj javno razlagali, zakaj so tako glasovali, kako bi morali glasovati ti poslanci, da jutri ohranijo obraz pred svojimi volivci, ki smo jim razlagali, da so to prevelike količine denarja, da se o tem ne bi odločali na referendumu. Lahko jaz mislim. Lahko oba, ja. Jaz sem, upam, da nisem napačno delal matematike, ne, ampak ko sem na prejšnjem glasovanju preštel se, zato sem bil tudi, kako bi rekel, se mi zdela, če bi moral iti, vsi so ravnali bolj ali manj neodgovorno, ne, ampak če bi moral rangirati, kdo je izmed vseh akterjev deloval najbolj neodgovorno, je bil to SD. Ne. Ker dovolj bi bilo, če bi se, pa niti ne vsa, ampak samo del poslanske skupine SD-ja vzdržal, in ta predlog je padel. Ampak če so. In seveda, če bi to naredili prvič, če bi to dejansko šlo že mimo, o tem sploh ne bi danes več razpravljali in bi že vsi pozabili, da se je to zgodilo. Ne? Zdaj, karkoli bodo naredili jutri, se bodo pač bodo plačali za to neko politično ceno. Ne? Če bodo glasovali tako, kot so glasovali pred, kdaj je bilo, 2 tednoma ali tako dalje, potem vse to, kar sem povedal zdaj. Ne? Grejo v neko zgodbe, s katere bodo verjetno šli kot največji poraženci. Če bodo glasovali drugače, se bodo še toliko bolj osmešili. Se pravi, možnost je bila na dlani. Preprosto ozmenili se bo v poslanski skupini, polovica boste se vzdržali. Ali pa boste celo ne vzdržali, pa boste šli iz parlamenta. In sta stvari padla in nihče ne bi se niti spomnil, kako so glasovali. Ne? Zdaj so vsi reflektori na njih, in karkoli so odločili, bo slabo. Tadej, ti si prej omenil, rekel si, vrnili se bomo na to, govoriš o izključitvi ljudstva. Pojasni malo bolj to tezo. Ja, mislim, a ni očitno.
Ja, A ne, torej, mislim, če ne bo glej, referenduma o glej, tem, kar je bilo, ne. potem, ko je bilo izglasovano, in če ne bomo debatirali o tem, Zadeva se je že itak prej, a ne, izključeno je bilo že prej. Ja. In to ne samo v Sloveniji, izključeno je bilo povsod. A ne. Veliko vprašanje je tle, ki se postavlja, tukaj so sprejete neke zelo daljnosežne odločitve, nujne ali pa ne nujne so, a ne. Tudi čisto po črto rečeno, a ne. Mislim, problem evropskega financiranja orožja, če že gledamo iz pragmatične perspektive, ni samo v dvigovanju financ za to, ampak tudi pri restrukturiranju Seveda. industrije, ki je pač predraga, ne, evropska za orožje. In dobiš precej manj tankov visoko razvite nemške industrije kot tankov visoko razvite ameriške, ali da ne govorim ruske, a ne, industrije. Tako da tukaj je problema, ne, ker pač ni proizvodnja dovolj velika, najprej pa še delovna sila najbrž dražja. Skratka, kar se čist tega tiče, ne, kot rečeno, pod črto. Izključeno, a ne, gre za vendarle pač res daljnosežno odločitev, ki je bila sprejeta razmeroma hitro. A ne, mislim, tako pač simbolno od Trumpa, ki je rekel, pa potem, pač koliko je to bilo, se ne, to je par mesecev, se ne, ni bilo pol leta. Te stvari so se tako mal pekle, nekje spodaj pač in se nekaj so se, a ne, nekaj malo pogovarjali, nobeni nič vedel, nobeni smel nič reči. Predvsem pač je problem, a ne, tukaj čistko, veliko vprašanje je, glede na to, da je prišel do paradigmatskega premika, ne, v strukturi evropskih proračunov evropskih držav oziroma članic NATO, ne, po tej zavezi. Ali ni res mogoče vredno preveriti, a ne, zdaj to pa je to vprašanje ljudstva, preveriti, ali res sledi iz teh objektivnih okoliščin, da je to treba, ker so se oni zgori zmenili, ker cifre ni določila Rusija, a ne, pa ni določil noben drug, ampak so določili člani NATO oziroma Trump, no, konkretno, a ne. Hočem reči, ta odločitev je bila sprejeta. Vprašanje je, ali iz vseh programov predvolilnih, vseh teh politikov po vseh evropskih državah, članicah NATO, ali res nujno sledi, da v teh objektivnih okoliščinah pridemo do številke 5% BDP-ja za obrambo ali ne. Ali, a ne, imajo ljudje pravico, v resnici, ker gre za toliko veliko odločitev, in to je to, kar zakrivajo. Ali so zmožni reči, ne, čisto preprosto, volivci Roberta Goloba in Svobode, a ne, ali ste vi volivci Roberta in Goloba in Svobode, ker v koalicijski pogodbi itak ni, ker so, to je rekel, a ne, so že itak, niso se o tem tega hoteli niti pisati, ker se o tem ne strinjajo, ampak ko si ti volil leta, ne vem, kdaj je bilo volitve, a ne, kdo je mislil, da bo Robert Golob podpiral 3% za obrambo do leta 2030. Jaz sem mislil, da utegne, bolj kot drugi, ampak kljub temu nisem volil. Pač ti si prepameten. Ampak, a ne, v tem je problema, ne? Ni, pride, samo treba vprašati. Mislim, v tem smislu vprašati. Vprašljiva je legitimnost, čisto tehnično gledano, vseh teh evropskih politikov, ki so to oziroma ta njihova odločitev, ker ni samoumevna. To je vas point. Nikjer povezava med objektivno ali pa imaginarno grožnjo in konkretnim sklepom, da je to 5,0%, a ne, ta povezava ni nujna. Tukaj je neka svoboda vmes, pa ne z velikim S. Dobro, torej. V tem je vas problem. Luka, tebi se zdi samoumevna ta? Ne. Ampak se ti zdi primerna cifra, recimo? Ne zdi kategorija, ki bi spadala v politiko in glede tako pomembnih vprašanj. Mislim, najprej tako. V vsakem primeru bo vsaka izmed evropskih držav in predvsem teh velikih držav, ne smo videli podobne, ne podobne, ampak analogne recimo, ne, probleme ima Španija. Ne mogoče iz tehničnega vidika, ali pa ker Španija vendar dokaj solidno vojaško industrijo, ampak posebej iz tega političnega vidika, ne, ker so nasprotja glede čisto geopolitične usmeritve v sedanji španski vladi pravzaprav na nek način še globlja, kot so v Sloveniji. Ne.
verjetno vidiš v marsikateri evropski državi. Torej, nedvomno je, da bo vsaka izmed evropskih držav, zlasti velikih držav, morala glede te svoje odločitve oblikovati nek politični, dovolj velik politični konsens. In to je pa v bistvu, ko se glede teh velikih vprašanj, je to bistvo politike, da ti imaš nek mandat, nek demokratični mandat in nobene z izjemo Macrona, ne, ampak niti ne njegove vlade, ne, veste, da je Robert Golob izmed vseh trenutnih evropskih premijerjev tisti, ki ima, mislim, da v zgornji tretjini teh, ki ima najdaljši mandat. Nad njim je še, mislim, da Orban, Fico, verjetno Plenković, ne dosti več. Torej, vsi evropski voditelji so bolj ali manj recentni. Ne? Politični ciklus, v katerega z katerim so nastopili svoje funkcije, je že bil politični ciklus, v katerem je Rusija napadla Ukrajino, je bilo lahko, kako bi rekel, samo zelo slep človek ni videl, kaj se dogaja v Združenih državah, ki sem napisal na enormno število člankov v zadnjih 5 letih, ki sem opozarjal na to, kaj se dogaja v ameriški politiki in da je ta atlantistični okvir absolutno ni več samoumeven. Se pravi, da bo morala Evropa bistveno bolj prispevati v svojo obrambo, poskrbeti za svojo lastno obrambo, ker če ne, se bo zgodilo še marsikaj hujšega od tega. V bistvu, blagoslov je to, da je Trump v svoji bipolarni usmeritvi zdaj ne poskušal vzeti Grenlandije Danski več, ko smo se zadnjič, ko smo bili tukaj v tvojem studiu pogovarjali o tem, ampak zdaj je šel že spet na tisto klasično neokonservativno foro, dajte več za svojo lastno obrambo. Ker to tudi Evropi v tem trenutku koristi. Vse te stvari se niso zgodile včeraj, za razliko od te odločitve, ki je recentna, razlogi za to odločitev so dolgotrajni. In nekdo, ki je pač to prespal, nekdo, ki ni razmislil, pa je nastopil na volitve, brez da bi imel neke jasne usmeritve, kaj glede tega storiti in kako glede tega prevzeti liderstvo, to je njegov problem in to je njegova, kako bi rekel, je madež na njegovi karieri. Ker to je tipično vprašanje, v katerem morajo evropski voditelji prevzeti leadership, prevzeti voditeljsko vlogo, kar seveda tudi pomeni svojim javnostim razložiti, ustvariti dovolj veliko in stabilno družbeno in politično koalicijo, da bodo peljali to naprej in seveda, da bodo peljali naprej, da se ne bodo evropske države oborožile do zob za ceno popolne deterioracije ostalih sociale in gospodarstva in tako dalje, ker potem pa se bomo znašli v fragmentirani Evropi do zob oboroženi. To so zelo resne zadeve, ne? Ampak ideja, da ljudstvo ni bilo konzultirano, v Nemčiji se je razpravljalo tudi o tem v volilni kampanji. Mislim, da v večini... V Nemčiji se razpravlja o tem, o marsičem se ne sme razpravljati. Ne, mislim, Nemčija je posebna. Ampak ti imaš občutek v bistvu, da se politika... Ta tema zelo prisotna na zadnjih nemških volitvah. Tudi na zadnjih francoskih volitvah to ni bila tema, o kateri se ne bi razpravljali. Volivci bodo v vsakem primeru vključeni, ker če bodo hoteli proti tej politiki, bodo glasovali za stranke, ki so proti. Na naslednjih volitvah. Čez 3 leta, v tem je problema. Naslednji let. Ja. To pa ni neka stvar, ki se bo zgodila čez noč. To gre za 2030. To gre za neko strategijo, torej vsi vemo na te številke. Ja, ampak ki jih nismo dosegli. Glej, to so neke strategije, ki se jih ne bo dosegli. Prepovedano je pa tako rekoča, prepovedano iz to enega razloga, da to ljudje na referendumu rečejo tako. Ja, ne bi treba. Ne razumem. Mislim, da nasploh ni tema, v katerem bi bilo smiselno imeti referendum. Iz tega razloga, kako bi rekel, tak referendum bi lahko bil sprejet, če bi vlada dejansko rekla, mi tukaj nimamo konsenza doma. Ga nimamo, ker nimamo znotraj koalicije, ker nimamo znotraj družbe. Zdaj bomo mi šli v nek projekt, v katerem bomo poskušali ta konsens ustvariti in del tega je referendum. Ampak mi nismo šli na referendum na ta način. Mi smo šli na način, ko smo opisali prej. Ampak ti imaš občutek, skratka, da se politika dela, del politike, da se v bistvu o tem praktično ne sme govoriti, oziroma da moraš se delati, da tega ni. Vsi govorimo več časa o tem. Ja, mislim, lahko blebetaš, nimaš pa pravice, da karkoli poveš. Seveda, ker tukaj sta dva problema. Mogoče je fino ljudstvo, bom pa tako rekel, tudi za Roberta Goloba, mogoče je ljudstvo fino
konsultirati, bi bilo fino konsultirati že prej, da ljudstvo mogoče pametneje kot on sama, vidi, da če se zapiše nekam 3% ali pa 5% obljubja, da seveda se da znotraj teh 3% marsikaj čarati in kaj to pomeni in birokratsko predstaviti, kaj je to. Mogoče ima Robert Golob predstavo, da bo to samo ne vem, na koncu res 3, ko bo 5, če si on itak misli, da bo večna, oziroma dokler bo sam hotel, da bo 3,5 proti 1,5, recimo 3,5 za orožje, 1,5 pa za tisto drugo, da mogoče Janez Janša, ko bo na oblasti, ne bo tega tako bral, bo te 3% sestavil na drugačen način. Se pravi, ne bo vprašal raziskovalnih ustanov, če se bojo prijavljale. Če si tako praviš, ljudstvo včasih mogoče bolj ve, da se bolj zaveda neke nevarnosti, da nek politik mogoče ni večen kot ta politik, ki misli, da je, zaradi svojega narcizma. V tem je problem. Pač samo pazite, kaj delate. V tem je problem. Te 3%, mislim, se veselim, kako bi rekel, potem teh krokodilih solz, pol leta 2030, ko bo se ta premijer ali mislim, Janša ali nek njegov proda pač te stvari odločal, takrat konkretno in proračunske izdatke, pa bomo videli, kako bomo veseli, pa kako bomo racionalno razmišljali, pa kako nam bo mogoče žal, da ni tistega referenduma bilo. Takrat, da bi vsaj nekaj bilo, da bi vsaj bil en signal tukaj, pred volitvami, in to je ključno, pred volitvami, da mogoče si Robert Golob premislil in majčkeno zamenja svojo politiko. Se volitve itak bomo imeli zdaj pomladi in to bomo videli, zdaj, če bo referendum, bo to sigurno ena izmed osrednjih tem. Če ne bo referenduma, mislim, da se kljub temu ne bomo pozabili na to. To bo neka tema, o katerih bo zelo jasno, da vsaj ena izmed koalicijskih strank bo na temu delala tudi svojo volilno kampanjo. Vse stranke. Levica bo na tem delala. Ampak vse ostale se bodo morali na nek način pozicionirati glede tega, da bomo dobili zelo jasno sliko. Tukaj se pa polno strinjam, ti si proti povečanemu povpraševanju, se zavedaš, da je javno mnenje na tvoji strani. Seveda je popolnoma razumljivo, da zaradi tega mislite, zdaj je referendum dobra ideja. Ni. Jaz mislim, ni po anketah. Ne, po anketah je znatno, bi rekel, velik del ljudi je proti povečanju sredstev za obrambo. Zdaj zase tako radikalno. Razlika je, da ljudje so... Odvisno, kaj se jih vpraša. Ne pogovarjamo se o NATO. Ali podpirate resolucijo, ki predvideva povečanje sredstev za obrambo na 3% BDP. Nina Medija, Mladina objavlja 52, da. Torej, pa neki 7. To je novo. Ampak če vprašamo o 5%, je pa drugače. Dobro, 5%, ja. O tem. Ti si hotel pa reči, da je referenduma, mislim. Ti si verjetno mislil, da v bistvu večina podpira v to, da ostanemo v NATO. To je pa drugo vprašanje. Mogoče se globoko v srcu, mogoče se strinjam, po kampanji bi verjetno se vrnili. Večinoma je kazalo tako, na prejšnjih anketah. In mislim, da seveda je res odvisno, kako postavimo vprašanje. Ampak če kako bi rekel, enkrat, ko ljudem jasno, zakaj gre, pač slovenska javnost ne podpira povečanje sredstev za obrambo. Mislim, da predvsem volivci koalicije ne. Seveda te ankete kažejo, da ta razlika ni tako velika in da je to neko vprašanje, na kateri je mogoče zmagati. To je zelo pomembno, ker če bi bil nek blok ljudi, ki bi proti temu, potem pač proti temu ne moreš iti, to je nedemokratično. Drugo vprašanje je seveda, ki ga je Golob dal na mizo, je vprašanje potem izstopa v NATO. Tukaj, kot se kaže, je zelo zanimivo, da ankete iz prejšnjih let, takrat med 22 in 25, pravi v zadnjih 3 letih, so kazali na nek upad podpore v NATO, kar iz marsikaterega vidika, če poznamo pač tudi slovensko javno mnenje, ni presenetljivo. Zdaj pa v bistvu, ko je govora o referendumu, pa je dejansko ta kako bi rekel,
ta nevarnost, da bomo zdaj pa res izstopili, dejansko povečala podporo. Ne? Ker seveda mislim, da bo tudi Golobov namen. Ne? Ampak, ne? Ko bi pa enkrat imeli referendum in ko bi bilo jasno, da bi se tukaj v ta referendum, tako kot oni ta drugi, vključile tudi, aktivno vključile tudi skupine, ki bi agitirale proti članstvu NATO in tako dalje. In ko bi vsa ta kakofonija slovenske politike bila na pladnju, jaz mislim, da absolutno nihče ne bi smel pretirano staviti na rezultate teh referendumov. Mislim, da bi te referendumi postali, tako kot je bil Brexit, kanal, v katerega, torej struga, v katero bi se kanaliziral gnev, tukaj pa popolnoma razumljiv, slovenski javnosti nad političnim razredom kot takim. No, a ni potem dobro, da se ta kompromis sprejme, pa da se reče NATO, ja, sam ne 3% za obrambo do leta 2030? Ja, ne, če resno govorim. Ker to je, to je kompromis. To je kompromis. NATO, ja, sem ne tak. Mislim, NATO, ja, pa ne tako, da zdaj postavljamo. Verjetno je to pozicija večine. Mi bi radi bili del sistema kolektivne varnosti, ne bi po njega prispevali. Ne, glej, mislim, to je... Seveda, ljudje bi rekli, ja, seveda. Ne, prispevamo, vsi prispevamo. Kdo ne prispeva? Da ne prispevamo toliko, kot si je Rute zamislil. Če je to konsens držav članic, potem je res. Ja, no dobro, Golobova trditev, potem gremo, če se ne strinjamo, lahko vedno izstopimo. To pač je neodgovorno, da reče predsednik vlade in da reče, da bo zdaj razpisal referendum, da bo to vprašal ljudi. Ampak ima neko logiko, ima neko notranjo logiko. A kako si pa videl ti Golobovo to napoved o drugem referendumu? No, povej. Pač nimam besed. Ne, grozljivo. Mislim, ne, grozljivo. Zakaj grozljivo? Ne bi ti hotel glasovati proti članstvu. Ne bi ti hotel na referendum glasovati proti članstvu. A veš zakaj ne? Glej, v čem je stvar. To je za razliko od tistega, ki se je zgodil slučajno, kako bi rekel, tisti referendum, ki je v parlamentu glasovanje. Nenačelna koalicija bi bila potem, ampak pustimo. Nenačelna koalicija, če tako rečemo, ne sprejela to odločitev po nesreči. Se pravi, tako v resnica, mislim, kot smo že pregovorili. Ampak tukaj in tisti si rečem, take stvari ne ostanejo in se izpirajo do konca. Če pa stvar ni od začetka mišljena, resno, in da je mišljena samo za to, zakaj pa je hotel narediti. In to se je tudi zgodilo, da 90%, pa bom prijazen, 70% slovenskih novinarjev ni več ločil, pa ustavnih pravnikov, pa ne vem koga, ni več ločil med enim pa drugim referendumom. Super, potem je uspelo, ne? No, ja, si rečem, uspelo, ker je postavil pametna. Absolutno se mi zdi, da je bila neprimerna poteza, sem tudi zapisal. Ampak je bila pa spretna politično v smislu, da pač, ker ko bi rekel, je bila narejena iz nekega, ega? Ne bi rekel tako ega, iz nekega ihte. Mislim, prebral je zjutraj Mladino, pa je naredil to, ne? Ker izhaja iz neke logike, se pravi, v redu, če zavračamo to, da bomo povečali stroške za obrambo, tako kot je, če zavračamo v bistvu neko politično usmeritev, ki ti dolgoročno niti ne usmerjena v krepitev NATO, čeprav to pomislimo. Ne? Evropske države morajo biti zadovoljne, da je Trump šel od tistega, kar je govoril Vance pred 4 meseci, do svoje stare mantre, ki ni samo njegova, ampak je mantra vseh ameriških administracij, povečajte prispevke za obrambo in poskrbite sami za lastno obrambo. Ampak to pomeni, da je prek tega mogoče istočasno zadovoljiti Trumpa in ameriško administracijo na način, da v bistvu ti usporedno krepiš tudi evropsko obrambo. Da ti ni treba, da gradiš svoje lastno barko na odprtem morju, ampak da še vedno gradiš znotraj tega obstoječih ladjedelnic, iz katerih lahko na neki točki tudi izpluješ. To je dosti boljše poziciji smo zdaj, ne, kot Evropska unija, kot smo bili, ali pa kot evropski projekt, kot smo bili recimo par mesecev nazaj, ko smo zadnjič sedeli tukaj. Ne. In zdaj, če potem ena Slovenija reče, jaz pa nočem tega prispevati, ne, v redu, potem izstopi, res je celo logika, izstopi iz NATO, sej to si te noben ne sili tukaj. Boš tako potem kot Avstrija ali pa Švica, ki plačujejo še večje izdatke za obrambo, ali pa boš v ta nov svet vstopila neoborožena. Ne. To so dejansko realne možne odločitve, ki logično izhajajo iz te tvoje
to pa nelogično, ampak zelo bi rekel komod in na prvo žogo opozicije, da sicer se mi bi ostali del NATO, ne bi pa prispevali za... Pa si sam rekel, da ne bojo države dale toliko, kot so rekle, da bojo. A razumeš, a poslušaš samega sebe? Ampak ti skratka... ena stvar je... Ja, ne, res mislim. Ampak ti skratka bi ostal... Realno, mogoče samo po resnici poveš, kaj boš naredil. Mislim... Ti bi ostal. Tu problematiziral... Ne govorimo o tem, z tega vprašanja ne bom sploh sprejemal. Problematiziral bi pa pač ti bil ker je zvajajoče. In hkrati v bistvu ti je jasno, da ne verjameš finančnemu ministru, ki je rekel včeraj, da državljani ne bomo občutili tega. Ja, mislim, kako ne bomo občutili? Ta isti finančni minister je 3 leta vlekel, kot ptički govorijo, 3 leta vlekel, da je bil danes sprejet končno stanovanjski zakon in teh 100 milijonov. To bi se lahko zgodilo že prej, pa je bilo tukaj 100 milijonov, tukaj je bil pa jasen. Mislim, kako bi rekel, odločitev. Predvolilno leto. Tukaj je to. Pravim, ne bomo čutili. Ja, mogoče ne bo nič odtegnjeno, samo kaj dan, potencialno, kaj dano pa tudi ne bo. Se pravi, mislim, o teh stanovanjih, mislim, če pogledamo. To je tudi zelo resen problem. Mislim, tako zelo kritičen problem, ki ne bo popravljen z 100 milijoni, ki bi bil popravljen. Mislim, mi smo približno tako, samo da smo na daljšem obdobju nekje tako kot, kako bi rekel, na začetku COVID pandemije, ko ni bilo mask. Mislim, toliko nepripravljeni smo na šoke, v tem smislu stanovanjske. Toliko rahuje ta sistem. Ta sistem, recimo, če Ljubljano pogledamo, kako to funkcionira. Vemo, najemnine, kakšne so, vemo, kakšne so cene stanovanj, kaj se s tem dogaja. Že samo po sebi. Imamo tle problem, kje smo zaspali. Vedno smo se toražili s tem, sej nekoč, ko bo enkrat denar, bojo nova stanovanja. Do takrat je treba pa sam, ker imamo točno jasno, vemo, kaj bomo naredili. V Ljubljani je nešteto praznih stanovanj, ki jih je treba samo z nekim odlokom nekako odkleniti in sprostiti. Bojim se, če štejemo, če živimo v realnem svetu, pa upoštevamo, da se je sprostitvijo trga, sprostitvijo priseljevanja za tuje delavce iz Pakistana, iz Filipin in tako naprej, da ti ljudje morajo nekje živeti, če delajo v Ljubljani, pač najbrž živijo v Ljubljani, da so se ta nekoč prazna stanovanja zdaj najbrž zapolnila. Skratka, teh stanovanj zdaj, hočem reči, tudi realno praktično ni. Zdaj 100 milijonov, to je bil, če se vrnem, 100 milijonov, cel problem, 3 leta cel problem, zdaj to pa ne bo problem? Ker zakaj? Mislim, ne razumem te logike, ker v bistvu tako kot ta vlada računa, to zgodbico, ki prodaja, sej v resnici sploh ne bo šlo za obrambo, šlo bo za vse drugo. Pa se reče tako, torej, zakaj ne date za to vse drugo denarja pod drugim naslovom, če mislite, da je to za vse drugo? Zato, ker bomo pred NATO-om blefirali. Zdaj se pa vprašam, mislim, se res rečem, v taki organizaciji, ki ne sam, da počne, kar počne in ne počne, česar ne počne v Izraelu in Gazi, in tako naprej, te države. Na drugi strani skupnost, ki je utemeljena na tem, da države druga pred drugo blefirajo, koliko resnic dajo za orožje, mislim, je tudi en kurac vreden, res se opravičujem besedama, mislim, že čist na tej ravni. In zdaj, rečem, iz take organizacije, pa tudi če gre, ne samo Slovenija, ampak še kdo drug. To ni bila debata. To ni bila debata. Na nek paradoksen način, mogoče se tebi ne zdi, je ta bizaren kao referendum nenačelne koalicije mogoče klic k razumu, če tako rečem. V neki pač taki obliki, kot je trenutno klic k razumu, še lahko slišan. Ker klic k razumu, če je formuliran pravilno, lepo, pa naj to tvoja kolumna ali pa tvoji podcasti ali pa ne vem, besede še kakšnega od bolj pametnih ljudi, Koga pa to briga? Kdo pa to sliši? Kdo to sliši? A misliš,
da tebe poslušajo, če napišeš nekaj, pa rečeš nekaj, česar noče slišati. Tadej je rekel, da je v bistvu vse skupaj blefiranje v bistvu s temi številkami. Ja, se to sem hotel. Ja. Blefiranje. Jasno je, ne, iz dosedanje prakse, da se to je vendarle bil že desetletja problem na liniji znotraj NATO, še ko so bile bolj atlantistične administracije, ki so tudi bolj se zanimale za Evropo, da je bilo vedno to trenje med tem, koliko pač evropske države prispevajo za svojo varnost in koliko pač dobijo realne garancije za svojo varnost od Amerike. Ne? In to je že daljši trend, da pač se hoče Amerika pod različnimi predsedniki, s različnimi podarki, na različen način pač odkrižati, preprosto povedano, evropskega bremena, ker so njeni strateški interesi na drugi, ne več na Atlantiku, ampak na Pacifiku. Ne? Znotraj tega so potem določene številke in zaveze, in te zaveze so, kot je v vojaških zadevah, vedno tako, ne, pač ni to zdravo zagotovo. Ne? To pač vemo, to je dejstvo. Ne? Prej si rekel ena druga zadeva, ki se mi zdela zanimiva. Ne? Da obstaja opcija, da rečemo, ok, mi pa ne bomo blefirali, mi pa že na začetku povemo, da tega ne zmoremo. Ne zmoremo. Ne? In v tem smislu se popolnoma strinjam. Jaz sem kritiziral politični razred, nisem kritiziral samega javnega mnenja. Ne? V tem, ker ja, to bi rekel, ta konservativni impuls javnega mnenja, ki ve, ki dobro ve, ne, od svoje lokalne skupnosti pri vsakem podsistemu, da je tako, da še čudeši, da vse skupaj deluje. Ne. Zdaj bomo pa na 3-kratnik, 5-kratnik povečali proračun za obrambo in to pa ne bo nič spremenilo. Ne. Vsi vedo, da če se bo to res zgodilo, bo to potres na vseh ravneh. Ne. In politika se tega ne zaveda, ne, recimo, v redu. Ja, potem lahko je alternativa. In to alternativo je zdaj poskušal Pedro Sánchez, recimo v Španiji, da reče, ne, mi dejansko ne bomo sledili tem kriterijem, ker ne zmoremo, ker nimamo kapacitet, ker ni dovolj velikega političnega konsenza iz takih drugačnih razlogov. Bomo pa zato ponudili neko shemo, ki jo bomo sami izdelali, in te se bomo držali. Seveda, to je zelo težko in nepopularno narediti znotraj pač zavezništva in tira neko zunanje politično pogum, ne? Ampak je bolj iskreno. Ne? Ampak lahko uspe ali pa ne uspe. Verjetno bo Slovenija utegnila spet bolj kot Španija, ker koliko bo Španija prispevala v skupni proračun evropski, je pač bistveno pomembnejše politično vprašanje kot to, kako bo prispevala Slovenija. Ne? Tukaj je pač naša majhnost, naša prednost. Ne? Zakaj pa Slovenija? Ampak zato je treba tudi političen leadership. Zato je pač treba imeti nek zelo jasen pregled, kakšne so finance. Zato je treba imeti tudi nek finančni know-how in nek politični know-how, v katerem tudi za teh 100 milijonov za stanovanja ne zavlačuješ. No, rekel 4 leta. Se govorimo o istem političnem razredu. Se nam vlada isti politični razred. V zadnjih 10 let, v zadnjih 15 let, ne? No. Pač, ja, v redu. Imamo tako politični razred, kot ga imamo. Ja, to je, vse skupaj, to je en lep prikaz, kako slab politični razred imamo. Ja. Ti veš, v kateri stranki so ljudje, ki bi rekel, da mogoče ne sodijo v ta politični razred? V kateri? Ne, pravim, tako si probaš, v kateri stranki... Ali obstaja stranka. Zdaj, kot rečeš Levica. Ja, seveda, pač to govoriš. Ja, mislim, glej, a ni točno ta stranka prosila in, kako bi rekel, nadlegovala finančnega ministra, da je končno klonu podal vse 100 milijonov? A ne, mislim... Ampak, Luka, zakaj pa Slovenija recimo ni ravnala kot Španija? Lahko povem iskreno, ker ni resna država. Ker ni resna država. Ne? Preprosto. Ker ima tak politični razred, kot ga ima, da je celo španski z vsem svojimi idiosinkrazijami, ki jih nekateri pač dobro poznamo, mnogo bolj resna kot je Slovenija.
Zato, ker iz istega razloga, zakaj nimamo resnega javnega prometa, iz istega razloga, zakaj za teh 100 milijonov rabimo 15 let, iz istega razloga, zakaj smo imeli Karla Erjavca kot ministra za obrambo in potem za zunanje zadeve in so ga celo poskušali promovirati kot alternativo Janezu Janši. Iz tega razloga. Okay, jaz sem imela pripravljeno še 3 druge teme, ful sem se pripravljala na nje, ampak Dajmo na hitro. ker sta bila tako dobra v tej debati, se vam zahvaljujem za... A samo to je to zdaj? Ja, za vajna različna... Da ne boš pa nekaj da nič ne govorimo, da v javnosti nič ne govorimo, te vprašanje. Vse čas podcasta smo porabili samo za eno temo. Tako, in na to temo verjamem, da do volitev se bomo še pogovarjali. Tudi mi trije, tudi vidva. Ja, sigurno. Okay. Teda, hvala lepa za debato, ki se je raznela. Hvala. Hvala tebi.